Zavarovanje družbenikov, ki so poslovodne osebe. Družbeniki gospodarskih družb v Sloveniji in ustanovitelji zavodov, ki so hkrati poslovodne osebe oziroma direktorji, se obvezno zavarujejo za polni delovni čas. S krajšim delovnim časom se lahko zavarujejo le takrat, ko so v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom ali imajo pravico do krajšega delovnega časa zaradi pravic iz starševskega varstva, ali so uveljavili pravico do delne pokojnine, ali po upokojitvi začnejo opravljati samostojno dejavnost in prejemajo sorazmerni del pokojnine. Prijavo v zavarovanje vložijo družbeniki sami zase prek državnega portala za podjetja in podjetnike SPOT ali pri prijavno-odjavni službi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Družbenik, ki je poslovodna oseba v tej družbi, lahko za opravljanje poslovodne funkcije sklene tudi delovno razmerje. Takrat je zavarovan kot delavec v delovnem razmerju. Za pokojninsko in invalidsko zavarovanje družbeniki sami zase plačujejo prispevke zavarovanca po stopnji 15,5% in prispevke delodajalca po stopnji 8,85%. Prispevki se obračunajo od zavarovalne osnove. Zavarovalna osnova se vsako leto določi na podlagi vseh dohodkov, prejetih od gospodarskih družb ali zavodov za opravljanje poslovodne funkcije in za opravljanje dela, ki so upoštevani v odločbi o odmeri dohodnine za preteklo leto. To osnovo lahko samozaposleni zniža največ za 20%, če je pričakovani dobiček v tekočem letu bistveno nižji od dobička v preteklem letu. Znižanje je dovoljeno največ do najnižje dovoljene osnove. Če se ugotovi, da je bilo znižanje zavarovalne osnove neupravičeno, se v naslednjem letu prispevki plačujejo od zavarovalne osnove, ki se določi na podlagi dejansko ugotovljenega dobička in se še poveča za 20%. Lahko pa družbenik izbere tudi višjo osnovo, vendar največ od najvišje dovoljene osnove. Finančna uprava sestavi predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost in ga vroči družbeniku elektronsko preko portala e-davki, najkasneje do 10. dne v mesecu za pretekli mesec. Če podatki v obračunu, ki ga je pripravila finančna uprava, niso pravilni ali popolni, ali če jih finančna uprava v sistem e-davki ni odložila, mora družbenik sam predložiti obrazec za obračun prispevkov za socialno varnost najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Obračunane prispevke je treba plačati najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec. V pokojninsko dobo se kot zavarovalna doba upoštevajo le obdobja zavarovanja, za katero so bili prispevki plačani. Če so prispevki plačani le delno, se v pokojninsko dobo upošteva le sorazmerni del obdobja zavarovanja. Finančna uprava za družbenike na obrazcih M4 zavodu posreduje podatke o osnovah, od katerih so bili plačani prispevki, o obdobjih zavarovanja ter podatke o tem, za katera obdobja zavarovanja prispevki niso plačani. Ti podatki se uporabljajo za ugotovitev pokojninske dobe in izračun pokojninske osnove.